Torej v Prekmurju ste začeli s prvim komercialnim gojenjem orhidej v srednji in jugovzhodni Evropi. Kaj to pomeni nenazadnje tudi za regijo? Mislim, da smo pokazali, da ima to vrstna panoga, se pravi to vrstna proizvodna industrija velik potencial v tej regiji, predvsem zaradi vseh naravnih danosti, kot je geotermalna energija, ki je zelo pomemben faktor v naši proizvodnji. Potem sama ravnina, torej ogromno je degradiranih zemljišč, ki so neprimerna za kmetijsko proizvodno klasične oblike in so torej zelo primerna za to vrstno industrijo. Sami klimatski pogoji Prekmurja so zelo primerni za to vrstno hortikulturo. Torej, ta stvar deluje in lahko bi še v večji meri, se pravi, lahko bi se še razvijala v Prekmurju. Kako ste pa sploh prišli na idejo? Naj povem tudi, da pred nekaj leti ste dobili tudi nagrado za najpodjetniško idejo. Kot človek sedaj gleda na to je, kot bi se štel 1 in 1. Če daš na kup vse te prednosti regije, potem je rezultat jasen, da se to vrstna proizvodnja splača. Še posebej, ko primerjaš, na kak način to počnejo Nizozemci, kjer je pa to vrstna proizvodnja skoncentrirana. Torej, z kolegom Romanom, s katerim sva ustanovitelja, sva celo stvar preštudirala, si pogledala na Nizozemskem, kako to delajo in skušala celo stvar aplicirati v Prekmurju. Izkazalo se je, da je ideja odlična. Tropski vrt je bil postavljen in otvorjen novembra 2007. Služi pa predvsem temu, da obiskovalci pač sedaj pridejo sem in ne več v proizvodno. Namreč obisk je bil, oziroma zanimanje za ogled naše proizvodnje je bilo tolikšno, da si preprosto nismo mogli več privoščiti vse te obiskovalce v sami proizvodnji, zato je pač nastal Tropski vrt, kamor sedaj lahko ljudje pridejo, še vedno pokukajo v proizvodno, hkrati pa imajo en lep izgled, kjer v tem prostoru vidijo še druge rastline, ne samo orhideje. Torej en tak zanimiv prostor, ki je v Sloveniji redkost, se pravi en tropski vrt, kjer lahko ljudje vidijo marsikatero zanimivo tropsko rastlino, ki jo vsi poznamo, ampak jo je redko kdo videl od blizu, kot je bombaž, kava, vanilija, ananas, papaja in podobne.